Spoštovani gospe in gospodje, kolegice in kolegi, dragi prijatelji. Zdaj najava je bila takšna, da verjetno pričakujete zgolj, kot je dejal nekdo za mizo, uvod in zaključek, ne nobenega govora. Je bilo rečeno, to je neformalno srečanje. No, ampak je neformalno srečanje, je predvsem prijetno druženje, vendar pa smo zbrani predvsem člani in simpatizerji Slovenske demokratske stranke, enega od ključnih faktorjev stabilnosti v Sloveniji, zato se seveda nekaj politike ni možno izogniti. Bom pa kratek. Pogledujem tele proti žaru in ko bo tisto pečeno, tudi jaz končam, tako da ne boste jasni. Zdaj spomnim se, da smo bili lani v Lenartu, tudi takrat nas je bilo veliko in je bilo prijetno. Sicer so nas zaradi nogometa še nekaj časa noge bolele. Zdaj letos nogometa ni, izbrali ste samo veliko težko kategorijo vlečene vrvi, to nam je tukaj manjkalo. Približno pa vem, kdo bo zmagal. Približno tudi vemo, da bo na dolgi rok v Sloveniji zmagalo tisto, kar zagovarja Slovenska demokratska stranka. V našem programu, pa ne samo v programu oziroma ne samo na papirju, ampak tudi v našem delu, naših dejanjih, so vrednote, ki so Slovenijo ustvarjali. So vrednote, na podlagi katerih smo se Slovenci na plebiscitu z velikansko večino odločili za samostojno življenje. In so vrednote, ki predstavljajo danes v razvitem svetu neko temeljno gradivo normalnosti. In Slovenska demokratska stranka je edina stranka v tej državi, ki je skozi bolj ali manj mirne čase, pa tudi skozi bolj ali težke, bolj večje, močnejše ali šibkejše viharje, dokazovala, da je te vrednote sposobna živeti in te vrednote sposobna tudi braniti. Od samega začetka, ko je naš takratni predsednik, dr. Jože Pučnik, ki je prevzel tudi Demos, takrat, ko ni bilo kakšne velike gnečene vrste za to mesto, ker je bilo za to treba predvsem zelo veliko srce in zelo veliko poguma. In ko je šlo dejansko za to, ali bo naši generaciji slovenskega naroda uspelo uresničiti tisto, kar bi uspelo še nikomu. Letos obhajamo 25. obletnico slovenske državnosti, kar pomeni, da nam je uspelo. Da nam je uspelo in da Slovenci danes prvič po stoletjih, lahko bi rekel po tisočletjih, odkar so naši prvi predniki tukaj razmišljalo o tistih osnovah državnosti, v tistih časih. V modernem času prvič Slovenci danes živimo na svojem, se upravljamo sami in smo sami odgovorni za to, kako živimo. Prej smo se lahko zgovarjali na Dunaj, na Rim, deloma tudi na Budimpešto, pa potem na Beograd. Vedno, ali pa običajno so bili to gospodari, ki nam niso bili ravno naklonjeni. Zdaj že 25 let živimo sami na svojem. In od tega, kako se obračamo, kako delamo, kako dejansko resno mislimo,
živetenjem teh vrednot, na osnovi katerih smo gradili slovensko državo, od tega odvisno, kakšna je naša prihodnost. Seveda pa pred 25 leti nismo začeli od nič. Ko smo na plebiscitu glasovali za samostojno Slovenijo in smo šli zvečer spat, smo se naslednji dan zbudili v materialno gledano enakem okolju. Tisti, ki je imel prej hišo, je imel tudi pol hišo, tisti, ki je imel prej stanovanje, je imel tudi pol stanovanje, tisti, ki je imel prej službo, je imel tudi pol službo. Ampak tudi to, kar je bilo prej v glavi, je bilo tudi naslednji dan v glavi. In mnoge stvari, ki so se prej, ali pa recimo temu, mnogo razmišljanja, mnoga prepričanja, ki so se prej desetletja gradila v nekem nenormalnem okolju enopartijske totalitarne države, ki se je sicer reklo samoupravni socializem, kratka različna imena so se uporabljala za nekaj, kar ni bila ne svoboda, ne demokracija, ne spoštovanje človekovih pravic in ne socialno-tržno gospodarstvo. To je marsikaj, kar se je oblikovalo v generacijah v tistem času, je ostalo v glavo tudi kasneje. In ta prehod bo seveda daljši, kot pa je bil prehod od plebiscita do razglasitve samostojne Slovenije, ki je trajal zgolj 6 mesecev. Ampak kakorkoli, vse to, kar nam danes ni všeč, in tega je veliko, tega je zelo veliko, ne odtehta pomena te odločitve pred 25 leti. Če bi takrat zamudili tisti trenutek, tisti čas, ga mogoče še stoletje ne bi bilo, zagotovo ga ne bilo v življenju naše generacije. In tako da pač izkoriščam to priložnost, da vse pozovem k veselemu praznovanju srebrnega rojstnega dne Slovenije. V Slovenski demokratski stranki bomo ta rojstni dan v vsakem primeru praznovali veselo, srčno. S tem bodo imeli več problemov v tistih strankah, ki so šlo za realne ukrepe slovenske osamosvojitve, tem ukrepom nasprotovali, ampak to je njihov problem. Včasih tudi naš, ker skušajo to travmo izraziti na ta način, da neke prave slovenske vsebine na teh slovesnostih praktično ni. In poslušamo vse živo. Včasih misliš, da si prišel polna. Oziroma zgleda tudi, da si prišel na pogreb, ne pa na proslavo rojstnega dne. Tudi takšne slovesnosti smo že danes. Danes, ko govorimo tudi o tej obletnici, smo se zbrali tukaj, je Slovenska demokratska stranka v opoziciji. To pomeni, da v Sloveniji ne moramo odločati o tem, ali pa so odločati, saj sami nikoli smo mogli odločati. Smo po nekaterih obdobjih vsaj minimalno so odločati, no zdaj smo v opoziciji in tega ne moramo. Pred 2 letoma so bile volitve, ki so bile daleč od legitimnih, daleč od poštenih. In tako, kot se je tiste volitve dobila, tako se tudi vlada. Zdaj, ta koalicija, ki nam vlada, je povezana predvsem z medsebojnim izsiljevanjem. Bliže je drugi del mandata, pa bliže so naslednje, zelo verjetno predčasne volitve. Največ je tega medsebojnega izsiljevanja in običajno gre to vedno na škodo ljudi. Nažalost ima Slovenija zelo izkrivljen medijski prostor, tako da se veliko tega, kar se dejansko dogaja tam, kjer se odločalo o naši usodi, kjer se odločalo o tem, kakšne davke bomo plačevali, kakšne številke bodo na položnicah, ki jih dobimo. Tega se večinoma ne vidi. Velikokrat se nacionalni mediji raje ukvarjajo z opozicijo, še posebej z nami.
če se nekdo pri nas potakne, ko gre po stopnicah v parlamentu, je to naslednji dan skoraj glavna novica. Ko vlada zapravi 200 milijonov, včasih po napaki izvemo čez 2 tedna. Tako približno pač tukaj stvari stojijo in to seveda vpliva potem tudi na to, kako se ljudje odločajo na volitvah. Zdaj, to je tudi edina razlaga za položaj, v katerem pravzaprav, gledajte, ni nobenega upora, nobenih resnih protestov ob škandalih, ki jim ni para na svet. Predstavljate si, da bi predsednik avstrijske vlade sedel za mizo za županom Dunaja in podpisal z njim sporazum, da bo Avstrija, da bo avstrijska država v glavno mesto Avstrije Dunaj vložila še recimo 300 milijonov evrov, čeprav že zdaj živijo daleč nad povprečjem države. Jaz mislim, da bi v roku enega tedna vse ostale avstrijske dežele prišle, da bi ljudje iz vseh ostalih avstrijskih dežel prišli na Dunaj in protestirali in bi vprašali, kje so pa milijoni za nas. No, v Sloveniji se pa to ni zgodilo. Predsednik vlade je podpisal sporazum, da bo vlada iz skupnega denarja, se pravi iz tega, kar cela Slovenija zbere z davki in prispevki, v Ljubljano v naslednjih letih ne je vložila še 300 milijonov evrov dodatno. Ljubljana je že zdaj nekje na 130% evropskega povprečja, vi ste tam nekje na 70, 72. Se pravi, kvaliteta življenja tukaj je polovica nižja, kot v glavnem mestu. Ampak, gledajte, sporazum je bil doslej podpisan zgolj z glavnim mestom, z Ljubljano, z daleč najbogatejšim. Zdaj, če ima vlada denar in bo postrgala po rezervah, bo zmanjšala zaposlenost v administraciji in tako dalje, in bo takšne sporazume podpisala tudi z vsemi ostalimi slovenskimi regijami, potem v redu. Samo se bojim, da temu ne bo tako. Da je to edini ali pa eno od redkih primerov, kjer, gledajte, mandat se bo v vsakem primeru prevesil drugo polovico, tudi če bile redne volitve in če so za sporazum z Ljubljano potrebovali 2 leti. Prej bodo prišli do Ptuja, bo že naslednje stoletje, če bila ta vlada. Ampak Slovenci to mirno prenašamo. Tudi zaradi tega, ker če ste gledali osrednja poročila slovenskih televizij, tisti dan, ko se je to zgodilo, je bilo to pozdravljeno kot izjemno pozitivna stvar. Nič ni postavil vprašanje, kdaj bodo postale regije na vrsti. Ni bilo novinarja, ki bi te vprašal, takrat na tistem slavnostnem podpisu. Ni bilo gospoda Bobovnika ali pa ne še koga, ki vodi Odmeve, ki so to hvalili. Da bi postavil zelo preprosto vprašanje. Kje boste povzeli ta denar? Kje sta še 2 milijardi za ostale regije? Ljubljana je natančno 12,5% prebivalstva Slovenije. 12,5%. Res pa je Slovenija centralizirana, tam je vpliv, tam je odločanje, tam vedno tudi volilno udeležbo dvignejo nad slovensko povprečje. Volilna udeležba v Ljubljani je 20 do 30% višja kot pri vas. Višja kot pri vas. In dokler bo tako, bo šel denar v Ljubljano, ne pa na Ptuj ali pa v regije. Tako da, tega se je potrebno zavedati. Ljudem je treba odpirati oči in takšne stvari, ko so pravzaprav transparentne, da bolj ne morejo biti, tudi znati predstaviti. Mi ne nasprotujemo, da se vlaga v Ljubljano. Nasprotujemo pa temu, da se vlaga samo v Ljubljano. Ker to ni pravično za nikakršnega vidika. Je pa to politično motivirano, ravno zaradi
podatka, ki sem ga prej navedel. Volilna udeležba v Ljubljani 70-75%, pri vas pa 50%. Na zadnjih volitvah je vas povsod nižja, povprečje pa to. Torej, gledajte, kot sem dejal na začetku, danes se ne moramo zgovarjati na nikogar, ne na Dunaj, ne na Rim, ne na Bruselj. Kar se Bruslja tiče, prvič v zgodovini, odkar obstajamo, od nekod dobivamo neka neto sredstva, prej smo vedno plačevali za nekoga. Za Beograd še posebej, zdaj iz evropskih kohezijskih skladov dobivamo edini denar, ki se v tem trenutku v Sloveniji realno investira. Tako da tudi njih ni možno kriviti. Sami smo odgovorni za to situacijo. In ko gre za takšne očitne krivice in nesorazmerja, kot je ta zadnja z tem privilegiranjem centra, je pač treba povzdigniti glas. Imamo tukaj tele zveze občin, ki so tudi tukaj zelo medle. Očitno se tudi to obvladuje, tako ali drugače politično. Glavni problem pa to, da stvar ni predstavljena takšna, kot je. Da tudi marsikdo med vami najbolj danes prvič sliši, čem je tukaj problem. Čem je tukaj problem. Čeprav verjetno, če ste to spremljali takrat, ko se je ta podpis zgodil, so vam pa zastrigla ušesa. In seveda, ko bodo naslednje volitve za takšne stvari vlada plačala svojo ceno. Če bo spet volilna udeležba takrat v Ljubljani 20% višja kot tukaj, kot v 6., 7., 8. volilne enoti, potem bodo to še naprej počeli. Če hočemo, da Sloveniji pride do pozitivnih sprememb, potem treba na volitve. Treba ljudem povedati, da je njihov glas pomemben, da šteje. Lahko se zgodi, da na lokalnih volitvah se velikokrat zgodi, da je nekdo izvoljen za župana za 2 glasova, za 3 glasova. Na državnih volitvah dobimo včasih poslanski mandat za 2 glasova. Vsak glas dejansko odloča. To je naša moč, ki jo pred 30 leti nismo imeli, zdaj imamo. In to je pač treba v demokraciji izkoristiti. Ne glede na vse težave, ne glede na to, kaj se dogaja z mediji in ne glede na to, kaj bom naprej govoril, da se ne splača. Jaz mislim, da se je v zadnjem obdobju Sloveniji nekaj začelo premikati. Mogoče to vidite tudi vi v svojem okolju. Ne bo se dalo tako enostavno kot v preteklosti manipulirati volitve z nekimi novimi obrazi, pa z nekimi aferami in tako dalje. Naslednji volilni spopad bo drugačen, bo bolj resen in takrat je pač potrebno skupaj z zavezniki, ki obstajajo ali pa ki nastajajo, dobiti dovolj trdno večino za to, da bo Slovenija končno šla po poti, za katero smo se odločili pred 25 leti. Ker za to pot, na kateri smo danes, se pred 25 leti nismo niti odločili, niti se za to nismo borili, niti Slovenije kot takšno nihče ne obljubljal. Tako da to je še naloga, ki je pred našo generacijo. Zdaj preden zaključim, mogoče samo še to, da za razliko od tega, kar običajno prevladuje v dnevnem poročanju slovenskih medijev, češ da se Slovenska demokratska stranka ukvarja zgolj sama sabo, pa z neko preteklost in tako naprej. Povem, da nas Svetovni svet zelo resno dela program za prihodnji mandat, da smo v preteklih mesecih, vse mogoče ni prišlo do vas, čeprav smo se trudili, vsak mesec predstavlja eno ključnih točk tega programa in da bo v tednu, ki prihaja,
Slovenska demokratska stranka predstavlja naš predlog za zdravstveno reformo. V zdravstvu je v Sloveniji ogromno problemov. Veliko, zelo veliko, na 100.000 ljudi to neposredno občuti. In problemi v zdravstvu, tisti ključni problemi v zdravstvu niso takšni, kot vam jih vsak dan slikajo na televiziji. Ključni problemi v zdravstvu v Sloveniji ni nek zdravnik privatnik, ki narobe operira krčne žile. To je tudi problem, ampak je to minorna zadeva. Zato morajo poskrbeti nadzorne in ostale inštitucije. Ključni problem v slovenskem zdravstvu je to, da se vsaj četrtina denarja, ki ga zberete vsak mesec, ukrade. Tukaj so kanali izkopani že desetletja in ta denar ne pride potem do zdravstva, ne pride do programov, ne pride do zdravnikov, ne pride do čakalnih vrst. Če bi več denar, ki ga v Sloveniji damo za zdravstveni sistem, je tudi prišel in bi se to gospodarno porazporedilo, v Sloveniji praktično ne bilo nobenih čakalnih vrst. Kot jih večini evropskih držav ni. Pa dajo na glavo po nekoliko tudi manj, ko dajemo mi za zdravstveni sistem. Ampak če nek zdravstveni pripomoček, Ljubljanska je pa Mariborski klinični center, plača 4 ali pa 5-krat več, kot je dejansko na trgu, potem je jasno, da denarja zmanjkuje. Zdaj se preiskovalna komisija, ki smo jo ustanovili, ukvarja z enim od teh problemov, ker gre za neko medicinski pripomoček, za katerega veliko ljudi sploh še ni slišali, ampak eno samo podjetje, tamle malo čez mejo, v Gorici, v lasti tistih, ki Slovenijo obvladuje iz ozadja, ki so lastniki revije Mladina, recimo. Eno samo takšno podjetje je na tem zaslužilo v 10 letih 200 milijonov evrov. 20 milijonov evrov vsako leto. Vlada se s policisti pogajala pol leta za 10 milijonov. Tukaj gre samo za eno majhno stvar, ki je zdaj odkrita, razkrita, vse se izginilo 2-krat več vsako leto, zadnjih 10 let. In tega je polno. Tako da mi zdaj prihajamo z predlogom, kako ta sistem reorganizirati, kako tudi dejansko z denarjem, ki ga zberemo, zagotoviti boljše storitve, se bo sistem kolapsiral. Še posebej na podeželju. Klinični center ne, ker najprej gre denar tja, potem pa še vsem ostalim. Podeželje pa je vedno prvo na vrsti, ko gre za restrikcije. Torej, naslednji teden predstavimo ta program in potem že dovolite vsak mesec za vsa področja od gospodarstva do če hočete, sociale, ključne ukrepe, ki jih bomo naredili. Postali smo že program za ključne infrastrukturne projekte, za reorganizacijo obrambnega sistema, z ustanovitvijo nacionalne garde. Predstavili smo reorganizacijo in racionalizacijo slovenske javne uprave, ki so tudi zelo velike rezerve. In naš strokovni svet je sposoben te programe ne samo napisati, sposoben jih je tudi izvajati tako, da bi se v Sloveniji stvari dogajale bistveno drugače. Predvsem pa je neka rdeča nit teh naših programov, ki jih predstavljamo, pravičen razvoj Slovenije. Pravičen razvoj Slovenije. Kar pomeni, da je naša osrednja težnja v tem, da se nek denar, ki ga prispevate za skupno dobro, za javno dobro, dejansko pravično, v pravičnih deležih porabi tam, kjer ga ustvarjate. Se to ne prekanalizira in
da se potem preko različnih inštrumentov in kanalov, ki so skopani že odprej, ko smo bili še socialistična republika, pa tudi zelo centralizirana, vedno preliva v nek center. Lahko ste prepričani, da če se samo te stvari Sloveniji normalizirajo, bo bistveno večja gospodarska rast, bo več denarja za investicije, bo več delovnih mest. Če se normalno odpre slovensko gospodarstvo, bo tudi več neposrednih tujih investicij, z dotokom svežega kapitala in znanja, in Slovence ne bo treba odhajati v tujino, iskati službe in kruha. Danes je, če pogledamo 25. obletnici samostojne Slovenije, kaj je tista posamična stvar, ki meče najbolj temno luč na to obletnico, po 25 letih, to je zagotovo dejstvo, da v zadnja leta iz Slovenije vsako leto odide v tujino s trebuhom za kruhom, iskati delo in preživeti 10 do 15 tisoč ljudi, večinoma mladih, se tukaj izšolali. Mi pa namesto njih sprejemamo migrantsko populacijo iz islamskih držav. Pred 20 leti nihče ni glasoval za takšne transfere. In to je dejansko treba ustaviti. In takrat, ko se bodo ti trendi ustavili, ko boste to videli, boste vedeli, da je v Sloveniji nastopil čas spremeniti. Zato pa je potrebno ljudem odpirati oči, krepiti naše sile. Več nas bo, glasnejši bomo, bolj bomo znali prepričati druge, prej bo prišel ta dan in tukaj nas dejansko čaka še kar nekaj dela. Sami veste, da je to naporno, sami veste, da je to včasih tudi zastonj, ampak gledajte, na zadnjih volitvah je glasovalo polovica volilnega telesa. Polovica tistih, ki bi pred 2 letoma lahko volili, je ostalo doma. Torej, zato, da pride v Sloveniji do resnih sprememb, ni treba prepričati tiste, ki so na prejšnjih volitvah glasovali za stranke, ki imajo, povsem nasprotne programe od našega. Prepričate treba samo tretjino teh, ki niso šli voliti. In tukaj v vaših občinah, vaših okoljih je ogromno. Zelo veliko. Vseh nikoli ne boste mogli, ampak zagotovo pa jih je veliko, ki se jih da, ki so v teh letih mogoče tudi sami osebno kaj doživeli, kar jih je premaknilo. In še en kratek ali pa daljši pogovor lahko prinese novega volivca. Tudi članstvo moramo krepiti. Slovenska demokratska stranka je stranka, ki je množična, ki je močna zaradi tega, ker nas je veliko, ki je močna zaradi tega, ker imamo odbore praktično vseh občinah v Sloveniji. In Slovenska demokratska stranka je stranka, ki je močna tudi zaradi tega, ker v velikanski večini v Slovensko demokratsko stranko vstopajo ljudje zaradi vrednot, ne zaradi koristi. To je včasih tudi kakšen tak zaide med nas. Zaradi koristi in ko vidi, da pač te perspektive v prihodnosti ne bo več, odide. Te prej takšne odidejo, boljše je. Namesto njih rabimo ljudi, ki verjamejo v program, ki se nam ne pridružijo zaradi koristi, ampak zato, ker bi radi nekaj naredili, ker radi nekaj premaknili. Seveda je stranka dolžna najboljše prepoznati in dati možnosti za to, da te potencijale v skupno dobro čim prej in čim bolj uresničijo, ampak še vedno je naša osnova še vrednota, ni pragmatizem. Slovenska demokratska stranka ni
ni pragmatična stranka, ki bi gledala javnomnenjske ankete in se na podlagi tega odločila, kaj bomo jutri naredili. Javnomnenje treba seveda upoštevati, treba ga pa tudi oblikovati in voditi. Sicer je to vse od danes do jutri, mi pa nismo od danes do jutri. Slovenska demokratska stranka ni stranka za en mandat. Smo edina stranka, ki ima več kot 10% in obstaja več kot 2 leti. Vse ostalo je prihajalo, odhajalo, se je rošlo, zato, ker ni bilo nekega trdnega temelja. V Slovenski demokratski stranki ta temelj obstaja in dokler bo ta temelj v vrednostnem smislu obstajal, ne bo obstajala tudi dobra perspektiva za Slovensko demokratsko stranko in hvala vsem, ki jo pomagate graditi. Zdaj po volju sodim, da je tamle na žaru že tole večer malo blizu konca, tako da na to je zaključil. Hvala za potrpežljivost. Hvala, ki ste me slišali kljub ropotu. Želim vam lep popoldan še naprej, čim bolj prijeten, miren dopust v poletnih mesecih in, bom rekel, nov močan poprijem za naše skupne cilje v jeseni, ki jo precej vroča. Hvala lepa.